pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Celju, kjer se bo kmalu začela tekma tretjega kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na stadionu z Dežele bodo Celjani gostili Koprčane, ki so na zadnji tekmi na kolena spravili aktualne državne prvake. Max Barišić podaja z zunanjim delom stopala, tako Peris kot tudi Mulah Husejnović sta bila dobro postavljena. Mulah Husejnović ima priložnost, toda na mestu Rozman. Prav Flis je pri žogi, ampak ni prave pomoči. Tule Svetlin, dobra žoga, priložnost za Celje. Tam je na žogo čakal Medved, sedaj strel proti vratom, to da ostaja pri zidu 0:0. Tudi nekaj pirotehnike smo lahko slišali, tole dobra podaja, ampak ostaja pri rezultatu 0:0. Dobra poteza Flisa, potem pa Zec ni dobil skoka in tule Kakim Peris, ki se je strelil bistveno hitrejši od Flisa. Kakim Peris, dobro preigrava Peris, ki je želel Rozmana premagati. Nanj pritiska Mulah Husejnović, zato Kadošić žoge ni mogel mirno oddati. Tudi Koprčani so tu zelo agresivni, Guberac je pri žogi, Guberac strelja, odličen poizkus Ivice Guberca. Guberac na desno stran, tu je Matej Palčič. No, sedaj so Koprčani nekako spostavili ravnoteže na zelenici. Kakim Peris in gol! 1:0 vodi Koper, Kakim Peris. Z več sreče kot pameti Jamajčan je dosegel drugi gol v letošnji sezoni in se tako povzpel na prvo mesto na listi strelcev. Koprčani nezasluženo prihajajo do vodstva, kajti Celjani so bili boljši. Pa torej do vodstva na stadionu z Dežele. Poglejmo še enkrat. Barišić, dober sprejem Barišića, ali bo žoga prišla do Mulah Husejnovića? Ne, kajti Kadošić je bil tam dobro postavljen. Tamar Svetlin potem, dobra poteza Svetlina, toda žoga se je odbila do Mulah Husejnovića. Tole je dobra podaja! Božič. Tamar Svetlin, Svetlin išče morda celo prostor za strel, tole je vrhunska podaja, priložnost za Celje. Kaj je zapravil Žan Medved? Kadošić. Videli smo tudi, kako dobro je Kuzmanović znova napadel v globino. Tole je dobra podaja in gol! Ivan Božič je strelec, ali bo zadetek obveljal? Kot kaže da, ampak jasno imamo VAR in sedaj bosta gotovo na delu Slavko Vinčić in pa Alen Borošak. Ivan Božič pa je, če bo ostalo pri zadetku, dosegel prvenec v letošnji sezoni. Odličen zaključek hrvaškega napadalca. Čakamo pa seveda na počasni posnetek. Teče 63. minuta srečanja. V zadnjih minutah se je vse skupaj nekoliko umirilo. Sedaj podaja v kazenski prostor, tole je bilo nevarno. Novoselec, tam je pritisnil tudi Ester Sokler, no sedaj so više prišli Celjani in Koprčani se ne smejo igrati, kljub temu je Golubović veliko tvegal, na to pa izgubljena žoga in priložnost sedaj za Celjane. Strel proti vratom in brani Golubović. Znova so se Koprčani obranili, Kakim Peris, ali lahko sedaj rumeni kanarčki izpeljejo proti napad. Tule Barišić, švignil je mimo Kadošića, Barišić na desno za Kakima Perisa, tole bo nevarno in gol! Kakim Peris, Koper vodi z 2:1, ponovno pa v vlogi strelca Kakim Peris. Maxu Barišiću bomo upisali asistenco, Kadošić je na tleh. Kakšna akcija Koprčanov, tole je bil vrhunski protinapad, odličen prehod, poglejte, kako se je strelil Max Barišić, takole preigral Kadošića, potem žogo popeljal. Majevski je bil tam v skoku. Kakšna napaka, tole priložnost za Koper, Barišić za Perisa, Kakim Peris pa ni realiziral te priložnosti. Bori se Krajinović. Tole je priložnost Koli ima priložnost, tam pa brani Rozman. Bručić je tam priboril žogo. Koli, spremlja ga zaletel, Koli strelja golazo! Koli in Koper vodi s 3:1. Prvi zadetek Gambica v letošnji sezoni, potem ko je zapravil 2 priložnosti, pa je sedaj snel pajčevino iz desnega zgornjega kota vrat Matjaža Rozmana in Koprčani bodo iz prvega mesta. Podaja na desno stran za Mateja Palčiča, ki se je vključil naprej in znova veliko prostora za Krajinovića. Krajinović, kaj lahko stori Krajinović, strelja v bloku pa Žan zaletel. Drugo
gostujočo zmago oziroma prvo gostujočo zmago v letošnji sezoni. Tule vidimo statistiko, večkrat so streljali nogometaši Kopra, sploh pa se... V nekih trenutkih smo bili mogoče premalo odločni v sami končnici napada. Glede na situacije bi morali prvi polčas verjetno več iztržiti. Potem pa v drugem polčasu v nekem trenutku, ko je izgledalo, da bomo mogoče uspeli zadeti v drugo, smo prejeli ta zadetek, ki se nam ne sme zgoditi, smo padli na nekem taktičnem področju, izven kontrole smo bili, nasprotnik nas je kaznoval s protinapadom in potem se nismo uspeli več psihološko pobrati. Ja, zaenkrat je tako, upam, da bo tako tudi v bodoče. Koper je definitivno danes bil zelo organiziran v obrambi, napadali ste preko protinapadu, ki ste jih tudi uspešno 3-krat izkoristili. Verjetno ste ponosni na današnje varovance danes. Ja, sigurno, da sem ponosen na fante. Prvi polčas smo imeli malo težav, dosti žog so nam spremljali v tem nekem medprostoru, ampak drugi polčas smo korigirali te napake in bili boljši v defenzivi in na koncu tudi izkoristili svoje priložnosti.